Kemijski inštitut uspešno vzpostavlja center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. V začetku junija so prvi tovornjaki pripeljali opremo, ki bo omogočala razvojno-raziskovalno delo centra DUBT na področju baterijske tehnike. Konec junija pa so dobili še opremo za analizo in testiranje baterijskih sistemov. Trenutno, kot vidite, je okrog nas gradbišče, delovišče, kjer postavljajo opremo za testiranje in validacijo baterijskih celic. Okrog nas bo postal sodobni testirni center, kjer bo možno testirati velike celice, tudi s 500-amperskimi tokovi, torej v bistvu omogočiti industriji, da bo realno uporabila naše rezultate v svoje aplikacije. Ja, za nami recimo stoji mašina, ki imenujemo tako imenovano walk-in chamber, se pravi sobo, v katero bomo lahko vstopali in notri bo se testiralo dobrih 100 celic naenkrat. Zasnovana je tako, da v bistvu zagotavlja vse varnostne standarde. Seveda potem pa odvisno od aplikacije, zakaj bomo testirali, bomo mi prilagodili preko softvera in preko elektronike teste in potem ponudili končnemu uporabniku teste, da bo vedel, kako celica deluje, kaj lahko od nje pričakuje, koliko moči lahko da, kakšna bo v bistvu življenjska doba in podobno. Naša ekipa je center DUBT obiskala tudi še julija. Pogovarjali smo se z raziskovalcem laboratorija za demonstracijo vodikovih in ogljikodioksidnih tehnologij. Vodik je izredno pomemben energent danes, se pravi, da lahko različne industrije, ki rabijo veliko energije, ga nadomestijo fosilna goriva s tem. Na drugi strani je pa ogljikov dioksid pomemben del pri emisijah. In tukaj so različne tehnologije, s katerimi se pa lahko potem zajame ta plin. Tako da to potem prinese nekako celovito podporo industriji, da razogljiči svoje procese. To je elektronski mikroskop, ki je namenjen temu, da preučujemo nanomateriale pod zelo velikimi povečavami. Zdaj tukaj pri tem našem mikroskopu je pa edinstveno to, da omogoča avtomatsko prepoznavo kemije materialov, kar lahko zelo pospeši rutinizirano delo. In pa da lahko opazuje tudi materiale, ki niso suhi, kar je zelo pomembno recimo pri preučevanju nekih membran, elektrod, stvari, ki so tudi sklopi elektroliznih materialov. In z elektroliza je recimo pa ena teh stvari, s katerimi vodik proizvajamo. Temeljna raziskovalna dejavnost pa so baterijski sistemi. Profesor dr. Robert Dominko načrtuje, da bodo opremo začeli uporabljati že v začetku septembra. Ta oprema je praktično zelo pomemben kos opreme za bodoči razvoj baterij, saj nam bo omogočala razvijanje novih vrst baterij, se pravi bolj okoljsko sprejemljivih baterij, cenejših baterij, ki bodo nam potem pomagale pri elektrifikaciji različnih vrst sektorjev. Razmišljamo bolj obsežno, razmišljamo bolj na elektrifikacijo različnih sektorjev, tudi robotike, shranjevanje energije, senzorika in tako dalje.